družba, en lep podopustniški pozdrav. Zdaj tisti, ki ste gledali, poslušali prvi podcast, pa tudi zadnji zaenkrat na tem kanalu, veste, da sva se z Grego Engelmanom, z Engijem, Engi ga jaz kličem, nekaj širokouslo, da bo v bližnji prihodnosti posnela tudi kakšen prispevek kot dodatek k podcastu na temo najinih hobijev oziroma na temo hobijev, ki jih imamo ali pa si jih na takšen ali drugačen način deliva. Zmenila sva se, da pride do mene v Moravče, da sabo prinese neki foto-video materiala, ki ga je posnel na svojem specialnem kolesu za spuste s hribov in gora, in sklenila, da bova že nekako nagruntala en način, da najino strast za gibanje in razgibavanje v naravi nekako združva. Kljub temu, da mene na kolesu, takšnem kot ga ima on, ne boste videli. Ali pa vsaj še nekaj časa ne. Poglejte, kaj je ratal, stisnite tisti knop spodaj pod video posnetkom za naročnino, da boste obveščeni o novostih na kanalu, prilepite kakšen like, kakšen komentar, vsakega odziva bom hvaležen in uživajte ob gledanju posnetka. Izvolite. Engi, ki gorsko kolesari o tej zvrsti športa pravi takole. Gorsko kolesarjenje se deli na več podkategorij. XC ali cross country je kolesarjenje po raznolikem terenu z vzponi in spusti, kot tekmovalna kategorija pa šteje čas, v katerem kolesar prevozi neko traso. Ni poudarka na spustu, pač pa na uspešnosti premagovanja tehnično zahtevnega terena v naravi. Kolesa so lažja, z manj vzmetenja, gume ožje in lažje, z manj oprijema, a hitrejše. Povsem na nasprotni strani je downhill, kjer šteje le čas spusta s hriba navzdol. Tereni so strmi, zahtevni, z mogočnimi spusti in skoki. Kolesa so masivna, težja, z velikim hodom suspenzije in niso primerna za vzpon. Na hrib oziroma štart te navadno pripelje sedežnica ali gondola. Vmes pa so kategorije, kot so all mountain in enduro, kjer gre za neko kombinacijo vzpona in spusta. Bolj ko se približujemo enduru, bolj so kolesa podobna downhill kolesom. Engi se svojo klapo kolesarjev uvršča med kategorijo cross country in enduro, čemur, kot sam pravi, bi lahko rekli kar trail verzija vožnje s kolesom. In dodaja, da je k vsemu naštetemu seveda nujna tudi primerna kolesarska oprema. CX lahka oblačila, pajkice, čelada, downhill body armor, ščitniki za celo telo, želva za hrbtenico, zaščita vratu, full face čelada in tako dalje. Skratka, kolesarjenje po brezpotih se je z leti razvilo v izjemno popularno športno disciplino, ki je polna različnih detajlov in nians, a z enim skupnim ciljem: najti in izkusiti edinstven športni užitek. Ful dobro. Poslovne. Super. Duš, jaz sem nekaj pizdajo. Takole, da bo po domače vse skup. Ja. Da zgleda. Zdaj mravno. Stari, na njihovem teritoriju smo, ne? Dajva malo bolj na glas govor, da se bo slišal, zato ker tukaj nimamo teh studijskih mikrofonov, ki smo jih imeli zadnjič. Zares. Daj, se bom potrudil maksimalno. Ne, daj bolj na glas kaj povej, no? Daj, razlož mi zadnjič, recimo, sva omenila pa gor pa dol, kar se tiče tega tvojega downhilla. Sam ti si rekel, da downhill ni ta pravi izraz za to, kar vi počnete. Ja, v bistvu ne. Downhill kolesarjenje, to ni izraz. Je izraz, ampak... Je izraz, ampak ni ta pravi izraz. Treba tako reči, downhill je ena od stvari, ki jih počnemo. Dobar. Dejansko, kar počnemo, je pač gorsko kolesarjenje, kar pomeni... Gorsko kolesarjenje, v redu. Tako, se pravi, mi moramo priti gor, ja? Da gremo pol dol. Ok, kako pa greste gor? Gor gremo pa... To nisva zadnjič nič omenila, ne? Možgance, ja, to nisva zadnjič nič omenila.
pa tudi nisva pokazali, kako dejansko to v resnici izgleda. Zdaj smo pa videli, kako to izgleda, a ne? Lahko poveš še par stavkov, preden bom jaz povedal, kva si mislimo v celotni zadevi. Največ je takih kolesarjev, kot smo mi, po moje, ki je dejansko cilj, da prideš na nek vrh in se potem spustiš po neki poti, rečemo po trailu dol. Se pravi, užitek je v vožnji navzdol po različnih poteh, različnih težavnosti. Druga plat tega pa tudi, da pač razvijaš svojo moč, kardiovaskularno zmogljivost in tako naprej. Se pravi, da buildaš kondicijo s tem, ki si pač mogel priti gor. Se pravi, gre eno z drugim. Super. Zdaj pa ta stvar, ki mene najbolj recimo zmoti, je pa dejstvo, da tlele ni vprašanje tega, a se boš razsul ali ne. Zdaj se temu spet. Ja, ampak sam kdaj, ne? In zato, Grega, jaz gorsko kolesariti nekaj cajta še nem šel, ali pa vsaj danes ne. Tako da predlagam, da narediva en kompromis, da je razmislil malo. Pa klep tik pred gmajno si, no. Da je razmislil, kaj bi lahko. Res kle, ne? Ja. Čisto slučajno. Kaj pa če bi šla, David, probat, glede na to, da je tek tvoja tista, mogoče... Deva kompromis najde, deva kompromis najde. No? Kaj pa če bi šla teč v gost? Deva teč. Kaj pa to? Gorski tek ali pa tek v gozdu, tek po trailu. Kaj pa če brez to naredila? No, kaj če brez to naredila? A veš, da si izražaš tukaj željo, da bi rad videl, kako izgleda ta Davidova pot. Davidova pot, vemo, kva je. To si mi še dolžen. To sem ti že dolžen. Tako da neč, bova šla, glede na to, da sva tik pred teritorijem Davidove poti. Ja, tako da greva odlaufat, da malo vidi Žabar, kakšni so teli naši moravški konci. Najprej bo tole stestirala, pa bo mogoče še kam jo mahala, čisto odvisen od cajta. Ajdi. Vla, zmenjeno, peva. Seveda. To je to, Engi, evo. Zdaj sva praktično na štartu. Si videl, koliko blizu sva bila? To bi si mislil, ko bi planirala tole. Se je poklopil, ja. Kva, a boš kar štartu? Daj, bom jaz tole kar... Ni videti, ej. Maš kar, veš, tonosta prav. Ajde, greja. Drva. Ja, tukaj je bil pit stop, a veš, založen pit stop. Danes je pa to malo drugače, se je tudi verjetno sama podoba poti, malo drugačna, kaj na zadnje, Madonna, zarašena. Jaz sem šel pred tabo, da nikoli ne veš, kakle smo zanč medveda srečali. Ne, zajban se. Srne so bile, tako kot ponavadi. Zdaj gremo pa kle dol levo. Pogledali, koliko je kleki zarašen. V redu je, ej. Ne bi šlo pa tudi s kolesom, A bi šel s kolesom, a? Zelo dobro bi šlo. Mogoče bo to moj prvi spust, okej? Ne, mogoče. Engi, si z mano? Imaš še kaj moči? Lej, če nimaš, stari, lej, imaš okrepčevalnico, samo da jaz naštimam tole. Lej. Kar zagrab enega, to sem nama jaz prej pripravil, ja? Lej, ajde, enega zagrab pa gremo. Vse čas. Ja. So dobri, ne? Ja. Ne bo. Evo ga. Engi, matador. Ko se pa zdaj vstal?
Kaj si zdaj vstal? Ni kar tako. Luča dela. Samo enega bo še naredila, ne? Ja, itak. Ajde. A bo? Ej. Ja. A vidiš? A? Ja, stari, sam še zmer boljš, ka pa, da se na kolesu eno smreko zalepaš, a? Okej. No, vidiš, to je moj point. To ti dam, To je moj point. To ti dam. Pa glej naprej, no. Ko je te ster? A bo dosti 30 krogov? A bo dosti? Ne zabavi se. Teh nekaj krogelov kar dovolj, ne. Bo dosti. Mislim, da si dokazal, da si master of running, da je to tvoja stvar. Tako da, vsa čast. Ej, lepo, da si prišel. Zdaj pa šibava še na moho, da se ne ohladiš čisto, okej? Okej. Ajde, gre. Kva pa rečeš, Engi? Se kaj gor greva, lej, na tisto lepo zvalanco, vidiš? Lej, na lastno odgovornost, kako vse stvari v lifeu. Ja, zdaj se zabaš, pa se v vse skup dol odlomili.